Fantastic, respect. Stari, to slučajno. Mater vola je hud. Opa! Noro, stari, kakšen občutek. Ej, a veš, da se ne spomnim, kdaj sem se nazadnje kakšne poti tako zelo veselil. Klicam so s Peugeota, pa so rekli, Cirila, bi šel ti pogledat 24 ur Le Mana, pa sem rekel, kaj? Na prste ene roke lahko preštejemo dirke, ki so v svetu bolj znane, spoštovane, zanimive, razburljive. Tako da nič pojmo pogledat, pa da vidimo, če se nam zgodi, kaj je zanimivka. Letališče Pariz, to je samo prva postaja. Danes tukaj prespim, jutri zgodaj zjutraj proti Le Manu. V tem trenutku sem že na dirkališču La Sarthe. Steza je dolga 13 km pa 626 metrov. Višinske razlike se nabere za koliko 83-86 metrov. Speljana je clockwise, ovinkov je 38, predvsem je pa to asfalt, ki s sabo nosi toliko ene dirkaške zgodovine. Peugeot Slovenija, hvala za tole vabilo in priložnost, da ta spektakel ponovno vidim v živo. Mimogrede, fun fact, prva dirka se je tukaj zgodila kdaj? 1923, leta 1926 je bil pa zraven tudi že Peugeot. Pa ne sem to, Peugeot je tukaj zmagal že trikrat, leta 92, 93 in leta 2009. Tukaj zdaj prije ta del, ki sem ga posnel v pisarni. En delček Peugeotevi dirkaške zgodovine imamo celo tukaj atmosferci v brlogu. Ker gledaš, je Peugeotov zmagovalni dirkalnik iz leta 2009 iz Le Mana. Drugač pa koliko drugačni časi so to bili, Poganja ga turbodizelski motor, 5,5 litrski. To je bila una era, ki se je Peugeot fajtu proti Audiju z dizlom za zmago v Le Manu. No, v tretjem poskusu 2009 jim je uspel. Ok, zdaj pa nazaj v Francijo. Poglej, tole je pa dirkalnik, s katerim dirkajo letos. 9X8. Masa je, dajmo reči, 1 tono pa 3 gizmote. Pa gledaš hibriden stroj. Njegovo srce je 2,6 litrski 6-valjnik V6 motor tamle v zadku. Torej, v osnovi je tale stroj sposoben na zadnjo os s pomočjo V6 turbobencinarja prenesti 520 kW. To je dobrih 700 konjev. Ampak, a veš, v resnici gre za hibrida s 4-kolesnim pogonom, ker se pa na sprednjo os prenaša navor elektromotorja, tako da so od oka 270 konjev sposobni prenesti tudi na sprednjo os in oprijem je na teh cestah, ne pozab, dirkališče teče tudi po običajni cesti in to zna biti hud zalogaj, predvsem zato, ker se vreme v teh koncih mena zelo hitro. Je pa treba povedati, da v tej hypercar klasi, kjer nastopa Peugeot, imamo hude konkurente, med drugim tudi konkurente iz domače Francije, Alpine, pa imamo Ferrari, Porsche, pa imamo Toyoto. Peugeot nas je pa namestil v neposredno bližino enega najbolj znanih ovinkov na Le Manu sploh. To je tako imenovani sloviti Dunlop Corner. Tudi dirka bo dolga, začela se bo čez 24 ur. Danes je petek, pičim pa še v Le Mans, kjer bo parada dirkačev. Malo gužvice je, zato ker naslednja stvar na sporedu je parada dirkačev. To je ena vrsta tradicija tukaj v Le Manu. Folk se je že zbral, vreme, upam, da bo zdržal, smo pa v središču mesta. Poglej, takole so se izprsili pri konkurenci, tole je tale prototip Alpine. Poglej, koliko je ljudi že zbranih, tole bo krasno. Če bo s car, bomo tako mokri stari. C'est génial! Yeah! Avec le Belge Tom Van Rompuy et avec l'Irlandais Charlie. Ti veš, kdo za Alpine letos vozi na Le Manu? Sin od Michaela Schumacherja. Le petit mot également de Mick Schumacher, que ça va être Alpenko juste avant. Ah, c'est génial. Bienvenue! Tole je pa Hilux na vodik. Oui, toi. Potem smo atmosferci govorili tu as raison, il est le chef, voilà. Ta avto je Jure Pellu par dni nazaj. Première année avec les couleurs du... Fantastic, respect. Fantastic, respect. Valentino Rossi. 124. Ah, mesdames et messieurs, vous les attendez aussi et c'est normal. Allez, Peugeot! Allez, mesdames et messieurs! Yeah! Jean-Éric Vergne! Ah là 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 là! Danes je sobota, danes je dirka,
tole bo noro. To, kar slišiš, so podporne dirke. Drugač pa, če ste se kdaj vprašali, koliko ljudi pa prije to zadevo v živo pogledati, no ti kar takoj povem. Letos več kot 350 000. In takoj, ko se odstraniš od piste, naletiš na ogromnega pestrega dogajanja. 100 milijonov enih štantov, prodaja različne z dirkami povezane robe. Od cun do različnega merchandisa, ki je tako ali pa drugače zanimiv za fane. Evo, najdu kolekcijo Steve McQueen. Evo, ta bo ta prava, ta gre z mano. Vrste pred WC-ji so dolgi tudi 50 metrov in več. Tako da je treba vsake toliko časa malo stisniti, ampak ni prehudo. Gužvica je kar huda, ampak nič hudega. Poglej, tole je od Peugeot šotor, pa ti bom nekaj pokazal. Sem ob začetku vloga sem ti ga kazal naprintanega na platno. Zdaj pa Peugeotov dirkalnik 9X8 mater vola je hud. Šele takrat, ker takšen dirkalnik vidiš zares od bliz, govorim na pol metra, začneš malo računati, koliko kompleksna stvar je to. A veš, kako je nizek? Mislim, da je švoh 1,15 centimetrov, pa prosim lepo, poglej v njegov gobec, vidiš, kaj je sestavni oziroma temeljni material. Carbon fiber. Dajmo pogledati v njegovo drobovje. Kaj pa to? Noro, stari. Videti se, da mrske. No, tukaj že imamo neke zgodovine, ne? Tega modela poznamo. Opa! O, Madonna! A so nas malo presenetili? Ne ena, pa kar dva. Kje smo ostali pri zgodovini? Vredno omembe recimo tale Renault Alpine dirkalnik, ki je nastopil na Le Mansu, se mi zdi, da 76, 77 pa 78. In to je bilo prelomno obdobje tudi za Renault, ker za zmago na Le Mansu s tem oziroma takšnim dirkalnikom so pa pol naredili switch v Formulo 1. Tle je toliko enih stvari za videti, za doživeti. Poleg tega, da spremljaš 24-urno delko. Veš, kaj hočem reči? Gužva, hodam levo, desno, da je za vse dosti placa. Tole ta zlato zapestnico sem moral pokazati, na njej piše Gridbot. V tem trenutku sem že na štartno ciljni ravnini. Noro, stari, kakšen občutek. Tele imamo Američane, tole je Cadillac, pojmo naprej. Veliko rdečega vidim, tole je Ferrari. Gremo naprej. 100 stvari naenkrat se dogaja, snemajo se prispevki, ogromen folka. Tele ena domača ekipa, poglej, tole je Alpine, belo-rdeče vidim, tole je Porsche. Iščemo naprej, tukaj imamo Toyota, tokrat predominantno črna. Mater so hudi te hypercarji, vidiš vsema nalepka, da se slučajno ne zmotiš. Tele dogaja, kam? V redu. Malo sem rabo, ampak zdaj sem jih pa našel. Evo ga, en ima cifra 93, da drug pa 94. In to je to. Zdaj pa pejmo ven. A veš, čez dobro urco bo štart in jaz si želim izboriti dober položaj. Sem dobro videl. Stari, je to slučajno? Thank you so much. Merci d'arriver. Et puis, mesdames et messieurs, Zdaj si bil pa kar malo star strah, ker nič nisem mogel reči, sam gledal sem ga. To je bil Derek Bell. Britanc, ultra cool, legenda dirkanja. Veš, ko si nekaj časa obkrožen s to norijo na takšnem dogodku, na praktično najbolj poznani pa največji dirki na svetu, potem tudi zelo hitro pa zelo dobro razumeš, zakaj si, skoraj vsaka avtomobilska znamka, ki se tako ali pa drugače malo dotika dirkanja, želi vsaj enkrat zmagati tudi tukaj. Ker prestiž zmage na 24 ur Le Mana traja večno. Francozi pa so Jackie, a veš, čem so prileteli? S trofejo, s pokalom za zmagovalce. Tako zdaj gremo počas za res. Boljše pozicije za gledati štart preprosto ne bi mogli imeti. Alors moi j'en ai vu vraiment plus. Non, mais...
najboljše, da gremo pogledati še malo bokse, pa da vržemo oči na startno ciljno ravnino od zgoraj, da se mene sploh ne sliši. Dobre 4 ure, pa mislim, da se Peugeot fura na 16. pa 20. mestu. V glavnem zaenkrat vse štima, pa vse štima tudi pri tekmecih, tako da bomo videli, kaj se zgodi, ko pade noč. Zdaj, ko sem čakal, da me spustijo v bokse, sem pa začel malo gruntati. Na najvišji ravni motošporta, kaj je Peugeotu še uspel? Za Le Mans sem rekel, da so zmagali 3-krat. V WRC-ju so recimo konstruktorski naslov domov odnesli 5-krat. To je bilo 85, 86, 2000, 2-1 pa 2-2. Ne vem, kako sem si dovolil pozabiti na legendarnega Arija Vatanena, ki je napadel Pikes Peak, kdaj, leta 88. V legendarnem T16, a se spomniš tega, to je bila vožnja za bogove, stari, ta klip je odbit, ti dam za 2 sekunde, pa gremo pa naprej. Inače, potem se zgodi 2013 in na Pikes Peak uleti Sebastian Loeb, razturi rekord do konca, se spusti pod 9 minut in to Orange 8.13, koliko je pelil. Od največjih dirk nam ostane pa kaj še, Dakar, od 87 do 90, pa od 2016 do vključno 2018, no tam so zmagali vse skupaj 7-krat. V bistvu hočem reči, da kakšno vitrino so spokali že nafilali, ne. Drugač pa energija med ljudmi je neverjetna, vse v bistvu na nek način podobno kot takrat, ko sem bil nazadnje na 24-urni dirki. To je bilo pa 24 ur Nürburgringa. Pa zelo lepo je videti, da je to družinski dogodek. Ogromen otrok. Evo jih mulčke, pičijo na drugo lokacijo. Zdaj pa tako, noč je, dež je začel padati, dirkači so tudi že utrujeni in že tukaj na Dan na Ponerju smo imeli en skoraj hud crash. Se en GT3 dirkalnik rešval nazaj na pisto, je skoraj enega ven odnesel. Dobro jutro. Nič ne bom jamral, zato ker ne glede na to, da sem totalno zjeban, da sem spal 4 ure pa pol, se pol zjutraj spomniš, da so eni dirkali celo noč. Veš, tako da nazaj na bus, uro pa 45 do prizorišča, pa pol ure peš, pa bom spet lahko dirko gledal. Ajde, pojmo. Drugače pa danes je nedelja zjutraj, ne? Imamo še 10 ur dirke. Safety car je bil in crash je bil ravno, ker so nas spet zeleno zastavo, pa smo začeli. Voilà la cavalier commerce qui va tenter un dépassement avant arrêter la police. Non, il reste derrière la Ferrari. C'est Maxime Antonio Focondor qui finalement reste derrière Charles Leclerc. Ancienne attaque sur Kevin Est. Voilà dans le bain très vite. Ah oui. Stari, koliko noro je pa to? Po 18 urah dirkanja prvih 7 dirkalnikov ločijo 4 sekunde in znotraj teh 7 se za zmago borijo kar 4 avtomobilski brendi. Naši Peugeota se bosta pa na 12. pa na 14. mestu, oba avta še zmeri v dirki. Ferrari pele zadnji krog, smo se ne bojo zmagali. Antonio Focondor dans le stand. Il va gagner les 24. L'édition 2024. Kakšen zaključek dirke, vsem so šle kocine po koncu. Zmagal je Ferrari z manj kot 2% goriva, druga Toyota, tretji potem spet Ferrari, četrti Porsche z manj kot sekundo zaostanka. Kakšen finiš, stari. Zdaj boste v cilj pripeljala še Peugeota, poglej. Evo, dolžen sem ti sam še zaključek, nekako sem nekje na poti od Le Mana do Ljubljane izgubil ta zadnji kader, ampak v resnici na koncu povem samo še to,
kako so se odrezali pri Peugeotu, celo dirko so se vozili med 14. in 20. mestom, na koncu mislim, da so bili 11. pa 12. V bistvu so vse skupaj prevozili brez kakršne koli težave. Dejstvo je, da za vrh preprosto niso bili dovolj hitri, ampak ekipa se boljša dobesedno iz dirko v dirko, verjetno bodo našli svojo formo. Peugeot, še enkrat hvala za vabilo. Tako kot upam, da sem uspel prikazati v vlogu, to je dogodek, na katerega, če imate kdaj priložnost, je res fajn iti, ker je, mislim, že sama dirka je zanimiva, pa še vse zraven, kar se dogaja. Res doživetje, pa to moram kar poudariti, za celo familijo. To je to, upam, da ste se imeli fajn in ajde, čau.